A ni bila super tale predstavitev, kako Facebook uporabljati? Jaz uporabljam Facebook za svoje zadeve, pa mislim, da sem se danes ful veliko naučila. Tako da lahko en aplavz za Martina, prosim. Evo, ful dober. Super. Živijo, kako ste? Moje ime je Meta Grošelj in likar sem ugotovila, da nimam klikarja. Aha, okej. Dobro. Aha. Orožje, the weapon of choice. Ok, torej, moje ime je Meta Grošelj, še enkrat sem trenerka javnega nastopanja, sem tudi avtorica tele knjige Fokus, ki se pri nas v Sloveniji kar v redu prodaja, tako da sem ful vesela. Hvala, če je kdo od kupcev tukaj z nami zdajle. Danes sem pa tukaj, zato ker sem si z Martinom dogovorila, ker sem si jaz izborila v bistvu nekih 15 minut časa, ker imam za vas eno ful pomembno sporočilo. V bistvu ste ga danes že slišali, ker vam je Martin že to povedal. In sicer, da se premik na družabnih omrežjih, na družbenih omrežjih dogaja predvsem v smeri gradnje osebne blagovne znamke. A ste to slišali, ali ne? Kar na glas, kar na glas. Ja, ok. In zdaj pa vas vprašam, samo toliko, da malo potipam, kakšno je kaj stanje tukaj v dvorani. A je med vami kdo, ki že ima super, top, da bez zgrajeno osebno znamko, ne dvigne roko? Aha, ok. Kaj pa, če je med nami pol mogoče kdo, ki si pa to želi? Ali, imamo že več rok, ne? Kaj pa, če je med vami kdo tudi, ki ve, da je točno osebna identiteta, ki je zgrajena na digitalnem mediju, se pravi digital identity, tista stvar, ki je pravzaprav vaše zavarovanje za prihodnost? Po mojem morate vsi dvigati zdaj roke. Ja. Ok. Zdaj, moje sporočilo se pravzaprav malo kasneje bo nahajalo v tej knjigi, ki jo zdaj pišem trema. Z javnim nastopanjem se ukvarjam že ful dolg časa. 4 leta sem trenirala profesionalne javne govorce v Londonu tudi. Malo sem se tja vozila pa nazaj pa tako da v bistvu o tem kar nekaj vem pa tudi nekaj o tremi. In sicer to, da trema ni samo tista zadeva, ki se zgodi nekemu performerju 5 minut pred tem, ko gre na oder. Ampak veste, kaj je fora, ne? Trema se dogaja tudi tistim ljudem 5 minut pred nekim prodajnim sestankom. Trema se dogaja tudi ljudem nekih 5 minut pred tem, ko se mogoče srečajo z neko osebo, s katero želijo samo nek medosebni odnos graditi. A veste, mogoče kakšen, ki vam je všeč, pa hočete biti prijatelj, prijateljica, pa vam je pomemben ta odnos. In vedno, kadar nam je nekaj ful pomembno, kadar so nam ti odnosi ful pomembni, kadar si želimo nekaj dobiti, takrat imamo tremo. In v digitalnem svetu pri gradnji osebne identitete je treme veliko. Ker kaj pravzaprav sploh trema je? Verjetno zdaj od mene pričakujete, da vam bom povedala, kaj je trema, a je tako? Ja ali ne? Ok, no, trema je v bistvu strah pred javnim izpostavljanjem. Trema je stresni odziv, se veste, fight, flight, freeze, ampak je v bistvu strah pred tem, da če se boste javno izpostavili, mogoče svojo sliko, svojim mnenjem, svojimi storitvami, svojo ponudbo, s tem, kdo ste, kaj verjamete, kakšni izgledate, nas je pol majčken strah, da se bo to nazaj vrnil kot bumerang nam v obliki neke sodbe, kritike, nesprejemanja in v bistvu je trema en strah pred javno izključitvijo. Zato je to tudi največji strah, ki ga imamo ljudje. A veste, v pradavnini, je bilo pravzaprav tako, to govorim zdaj, ko so ljudje še majčkeno po plemenih živeli in tako naprej, če si napadel alfo, če si izzval tisto moč, se je lahko zgodilo, da so te zavrnili. In so ti rekli, nič več ti ne boš del te skupine. In pravzaprav takrat so bila kruta razmerja, Takrat so bili razni levi, pa tigri, pa dinozauri, pa strašne zveri v divjini. In si res rabil skupnost, da si lahko preživel, da si imel boljše možnosti. In ljudje še danes pravzaprav se združujemo v nekaj skupnosti, ker nam daje to boljše možnosti za preživetje, za ustvarjanje, za grajenje, tako da to je čisto super. Ampak problem je pa pri tem, ko se hočemo javno izpostaviti, danes se pa bojimo. Imamo to tremo. Pa si mislimo, tako, dosti je pol teh izgovorov,
Najpogostejši izgovor je, to ni zame. Ne. In to je v bistvu eden od tistih 3 stresnih odzivov, fight, flight, freeze. Če kdo pozna te stresne odzive, dvignite roko. Ja, vse so kar znanja, ne. Pobegni, umakni se, umik pred sovražnikom, umik pred strašnim medvedom, pred strašnim konjem, ne. In v bistvu ta umik pomeni tudi, nisem je za to, meni to ne paše, pa ni mi glih ta film, pa ne drugi imajo, pa tako naprej. Možno. Zdaj, druga varianta je, da zmrznemo. Da nič naredimo. Jaz mislim, da je to v bistvu tisti del treme, ko rečemo, da bomo jutr, pa pol najdemo neko drugo distrakcijo, ne. Pa pol najdemo nekaj bolj pomembnega za delati, ne. Recimo, da rečete, jutr bom pa posnela tisti video, ja, jutr zjutraj takoj, ampak v bistvu ne, se imam ful nekaj bolj pomembnega za delati, ne. Tudi malo pobegneš, malo zamrzneš. In seveda pol obstaja še tretja varianta, da se boriš, ne. Obstaja pa še četrta varianta in to je, da poslušate mene, ko moram žal povedati, da jaz pa zelo dobro obvladam razbijanje te treme. Pravzaprav mi je to uspelo in jaz to vidim kot nek velik uspeh mojega življenja. Namreč zaradi tega, ker jaz nisem kar tako pogumna že od nekdaj, v bistvu sem kar malo anksiozna. Imam malo te socialne anksioznosti prirojene. Včasih svoj čas sem imela še cele napade panike. In danes mi je uspelo pravzaprav stati pred ljudmi, stopati skole kakor stojim zdaj pred vami. Ne? Pa vem, zakaj sem tukaj. In to je tudi pomembno sporočilo, ki ga imam za vas. Ampak malo kasneje. Najprej vam nekaj povem. Evo, a se bojite mogoče, tega leva zdajle? Ja ali ne? A je grozno? Ne, ok, se vem, da ne. Ne, se ga imam v bistvu tako tukaj zato, ker eno zgodbo bi vam rada povedala. Ena zgodba, ki je meni v bistvu spremenila pogled na zadeve. In mogoče bo tudi vam spremenila ta pogled. In zdaj poznam eno zgodbo od enega fantastičnega leva. A poznate mogoče legendo nemejskega leva? Nemejski lev je neka mitološka žival, ki naj bi, v tisti stari grški pokrajini Nemeji, ja veste, ki naj bi tam varovala to ljudstvo, ampak hkrati me tudi malo težila, ampak pustimo zdaj te podrobnosti, ne je bila pravzaprav zaščitnik tistega ljudstva in lastnost tega leva je bila v bistvu ta, da je imel neprebojno kožo. Torej nič se ga ni dotaknilo. Vsi bojevniki, vsi nasprotniki, ki so prišli v Nemejo izzvati njega, ne, so šli lahko samo domov, oziroma mogoče se kdo ni nikoli več vrnil, ne. Evo, gledam. Kaj je to fora, ne? V bistvu njegova koža je bila odporna na kritike, na sodbe, ne. Njegova koža, a je tudi vaša koža mogoče odporna in odbojna vseh kritik in sodb in vsega, kar preleti vam, krivde, vseh teh demonov, ne. Skratka, njegova koža je bila odporna na vse to. In potem se je pa zgodilo, to je pa ena druga legenda, da je Zeus enkrat Herkulesu dal eno nalogo in je rekel, tako, Herkules, glej, 12 stvari ti dam, pač to je ena druga zgodba, no bomo se zdaj zapletali. Ena od teh pa je tudi ubij nemejskega leva, prinesi mi njegovo kožo, ker jo hočem zase. Jaz bi bil rad tak. Skratka, kaj se je dogajalo? Strašni boj, ne, seveda vemo. Ampak Herkules, kakor je bil on tudi seveda pogumen bojevnik, ne, on se ni dal. Lev je vse odbil od sebe. Vse sulice, vse krogle, vse napade, vse sodbe, vse kritike. Ampak je prišel nazaj Herkules, ne. Ni odnehal, dokler se ni zgodil nekaj. Odnehal je lev. Rekel si je, tale Herkules je tako naporen, pa skozi mi nekaj teži, pa ful ga imam že dosti, pa kaj pa, če bi se jaz zdajle malo umaknil, ne, pa ne bi več varoval te Nemeje, pa bi jaz majčkeno počival, ker me res zmatra ta stalna borba, ne. In se je umaknil. Zdaj, mogoče me lahko bolj pocukate za rokav, pa me vprašate, kaj se je zgodilo tukaj, ker vam danes nam tega povedal, ker je zgodba tako zelo tragična, no. Ne.
Ampak on se je umaknil svojo votlino na enak način, kot se včasih tudi mi. Ali pa vi umaknete v svoje votline. Namesto, da bi gradili svoje digitalne identitete, da bi pogumno stopali po tej poti, se mogoče umaknete kdaj v svojo votlino, ne? Pred Herkulesi tega sveta. Ampak jaz imam za vas eno ful pomembno vprašanje, zdaj prije to moje sporočilo. Pazite to, kdo je ta čas čuval ljudi iz Nemeje? Ta čas, ko se pogum in strah borita en z drugim, ne? Ko se vi ukvarjate s tem, a boste všečni, a ne boste všečni, a bi nekaj delili z ljudmi, a ne bi delili, a bi delili točno to, ali ne bi ti zdelili, a bi povedali nekaj v video, a ne bi povedali, a bi to tako, a bi napisali en blog, ali ne bi napisali. Ko se vi ukvarjate, ko se vaša dva, Leo in Herkules, ko se vaš pogum in vaš strah borita v vas, kdo ta čas skrbi za vaše kupce? Bravo, konkurenca. Ja? Kdo ta čas skrbi za vaše kupce? In tukaj je ključ, dame in gospodje, do odgovora na to, kako razbiti tremo, kako enkrat za vselej nehati razmišljati o sebi, ker veste, kaj je fura? Sploh ne gre zate. Sploh ne gre zame. Kakor sem že rekla, tukaj sem zato, ker imam pomembno sporočilo za vas, ker vam želim pomagati. In v tistem trenutku, ko sem jaz obrnila svoj fokus in v tistem trenutku, ko ste vi obrnili, ko boste vaš fokus obrnili na to, da vsako jutro vstanete in objavite nekaj na vaših spletnih stranih, na vašem Facebooku, na vašem LinkedInu, neko koristno povezavo, nekaj, kar je iz vašega foha, z vaše branže, fajn, zanimiv, kar lahko pomaga ljudem, zato, da bo to od tega imel dejansko nekdo koristi, nekdo drug. Ko vas bo to vsak dan dvignili iz posle, takrat se bo začela res graditi ta prava vaša digitalna identiteta. Ker veste kaj, jaz sem drugače več kot 12 let delala v marketingu, v gradnji blagovnih znamk na področju pozicioniranja in vam povem, nobena blagovna znamka ni last osebe oziroma produkta oziroma podjetja, ki jo je ustvarilo. Vsaka blagovna znamka se začne šele takrat, ko nekdo pomisli na njo. Ko nekdo drug pomisli na njo. Vsaka. Zato je tudi, če hočete vi imeti res prezenco na teh digitalnih platformah, morate tudi vi obrniti pozornost tja. Ker kaj se dogaja ta čas, ne, ko se vaši demoni v vas borijo? Predstavljajte si tako, tisti ljudje, za katere veste, da jim vi lahko pomagate, s svojimi produkti, s svojimi storitvami, s tistim, kar boste vi dali v svet. Te ljudje zdaj nimajo teh rešitev. Te ljudje zdaj ne vejo, kam se obrniti. Mogoče iščejo, lahko da imajo problem. Vse vemo, ne? Mi rešujemo probleme. In jaz jih rada predstavljam, ker sama tudi veliko govorim, snemam videe, ne, tudi pravzaprav s tem ukvarjam, tako da moram. In ne grem takrat, kakšna sem, a sem v redu, veš tole, pa une, pa tret, pa jaz sem dost suha, sem dost lepa, a sem dost pametna, a sem dost v redu, da lahko skočem v vodo, pa rešim tega človeka. A kdo to pomisli? Nikoli se ne ukvarjamo sami sabo. Veste, kaj je fora? Če imate takole si predstavljate, da se nekdo utaplja, da rabi pomoč, ne boste razmišljali o tem, a ste dovolj dobri, da mu jo lahko nudite. Takrat trema zgine. A se strinjate z mano? Ja ali ne? Dajte malo na glas to povedati. Ja, bravo. Res je, ne? Takrat, ko se v bistvu obrne pozornost, ko zavirate, da nekomu pomagate, ne sebi, se vidi, da to je poluna posledica, ne? Ampak, da ni posledica, ne, moramo imeti to kontraobrnjeno, ne?
Nekomu res pomagate in ga rešite z vode. In to je v bistvu tista rešitev. No. Jaz vidim, da je da je v tem svetu veliko treme, pravzaprav bom pa tako povedala. Res je, da je Martin omenil, da je premik zdaj v tej smeri, ampak vam pa čisto iskreno povem, ta premik ga boste zdaj ujeli zadnjo šanso. Se pa ta premik se že zelo, zelo dolgo dogaja in kaj je, ne? Tisti, ki pridejo hitro na sceno, jih je malo, ni toliko šuma, ne, so lahko glasni. Kasneje, bolj ko čakate, več bo ljudi in to je poplavane. Že zdaj se vidi, Facebook je že skoraj dol. Skratka, ja. Dajte imeti fokus na koristih za druge, ne. Vam pa danes res povem še eno praktično vajo. In sicer eno vajo, ki pa jo jaz tudi sama delam, sama jo uporabljam in pa tudi svojim strankam pač svetujem, da to delajo, ne glede na to, v kateri situaciji so. A ste pred javnim nastopom, a ste pred, ne vem, prezentacijo v sejni sobi, prodajni sestanek, da imate, ali pa mogoče, če hočete kakšen video na Facebook dati, kakšen video posnet, kakšen story na Instagram, kaj tazga, pa da ste malo tako, da vam ratama živčki, ne, da pač ti stresni odziv pač nastane. Nažalost se ga ne da nekako dobro kontrolirati, glih zaradi tega, ker je to odziv telesa, ne, ni to naučena, kulturološko naučena akcija, ampak je v bistvu, se pravi, razlika med recimo zavistjo pa strahom, ne, je tako, da zavist lahko obvladate, lahko se reče, ne bom več zavisten, ne bo me več strah, pa ne morete. In zaradi tega lahko naredite nekaj, če ste pripravljeni, bi jaz vas prosila, da kar to vajo naredite z mano. Ok, no dajte pa vsi vstati. To je v bistvu ful dober trik in deluje. Reče se mu pa Wonder Woman posing oziroma ne vem, Supermana, kva mu lahko rečem takole. Skratka, odpret morate držati telesa. To je Amy Cuddy, ena raziskovalka, odkrila, da dvigne raven testosterona v krvi, se bomo pol med pauzo pogovarjali, ali je to res, pa kolikrat so zavrgali, pa kolikrat potrdili, pa gor dol. Ampak takole morate stati 2 minuti, super je, če se gledate v ogledalo, zaradi tega, ker sami se je prepričate, da ste večji, kot ste v resnici. In to vemo iz živalskega sveta, da pač deluje, da pripravi žival na boj, ne. Torej, v bistvu dvignete testosteron in boste veliko bolj začutili, da je to vaš dan, ne, danes, yes! Ok, še ena poza je pol takole, jaz dam kar roke se pravi v pesti, ne, in pol na boke. Upsi. Wonder Woman. Punce, uživate, Wonder Woman, Go girl! In takole, pa 2 minuti, ne, a bomo danes 2 minuti? Ne, bomo samo tako 30 sekund. Bomo zaključali, ja, ok, vse konc. Evo tole, ampak a mi obljubite, da naslednjič, ko ste hoteli kakšen video snemati ali pa nekaj tazga, da boste malo v paniki, boste tole delali. Obljubite, ja ali ne? Ok, in pol mi boste javili, če deluje, ne, ok? Kaj se vem, da deluje. Čak, samo še eno stvar. Rada bi samo še toliko povedala, no, da kar lahko se usedete. Hvala. Klikerček, samo še toliko bi rada povedala, no, da kako vam lahko koristim, seveda. Top javni nastop je moj produkt v bistvu za javno nastopanje, pa tudi razbijamo tremo na teh eventih in naslednjič 25. aprila. Tako da, če kdo želi priti na trening men, ne me prosim pocuka za rokav. In to je to. Hvala lepa, ker ste bili z mano, pa nas izvedeli res kakšno pomembno informacijo.